Pozdravljeni. Pred nami je že tretja dirka za veliko nagrado na letošnjem koledarju svetovnega prvenstva Formule 1. Poglejmo si uvodni prispevek k veliki nagradi Japonske. Tudi tokratni uvodni prispevek bo kot običajno razdeljen na tiste 3 dobro znane dele. V prvem si bomo ogledali zanimivo dirko iz preteklosti. V drugem bomo našo pozornost usmerili k lastnostim proge v Suzuki. In v tretjem bomo še nekaj minut porabili za samo vremensko napoved. Danes si bomo ogledali verjetno eno izmed najbolj znamenitih velikih nagrad Japoncev. Vrnili se bomo precej v preteklost, točneje v leto mojega rojstva. Ogledali si bomo sploh prvo dirko za veliko nagrado Japonske, ki je štela za svetovno prvenstvo Formule 1. Ogledali si bomo, kaj se je zgodilo davnega leta 1976, ker sta se za naslov spopadla James Hunt in Niki Lauda. Verjetno dirka, ki jo navdušenci Formule 1 odlično poznamo. Če ne drugega, zaradi tega, ker je bila enkratno prikazana v filmu Rush iz leta 2013. A resničnost je mnogokrat bistveno bolj zanimiva kot fikcija. Čeprav v tistem filmu smo morda videli nek prikaz, ki je bil dokaj podoben realnosti. Ampak kaj se je pravzaprav dogajalo takrat na progi? Prvič, nismo bili v Suzuki, ampak na progi Fiji. Drugič, vremenska napoved je bila pač takšna, da so pričakovali meglo in seveda dež. Ne smemo pozabiti, takrat je bila dirka za veliko nagrado Japonske na koncu koledarja in prišla je na vrsto 24. oktobra, torej dokaj pozno. In na samih kvalifikacijah smo lahko takoj opazili, da nista bila na progi samo James Hunt ter Niki Lauda, najboljši je bil Mario Andretti. Za njim seveda že prej omenjena šampiona. In jasno je bilo, da pravzaprav James Hunt v tistih okoliščinah je imel možnosti za osvojitev naslova svetovnega prvaka, ampak Niki Lauda pred samim začetkom je bil v prednosti. Na dan dirke, kot sem že povedal, je deževalo močno in nad progo se je prikazala megla. Na nekaterih delih same proge je celo voda odtekala čez asfaltno površino in tako ustvarila, recimo temu, manjše rečice ali pa hudournike, imenujte jih kot hočete. In nekateri vozliki, med njimi seveda Niki Lauda, so bili na tisti strani, ki je nekako hotela, da sama dirka ne bi bila izvedena. Ampak organizator, ki je na to prepričal večino nastopajočih, je dosegel svoje. Dirka se je začela, čeprav Nikiju Laudi to ni bilo preveč všeč. In že na samem začetku dirke je seveda tisti, ki je lovil, James Hunt, povedal: komaj 2 kroga v veliko nagrado Japonske in že je Niki Lauda videl, da je zanj enostavno prenevarno, da so bile razmere na progi takšne, da bi tvegal preveč. Zato se je ustavil pred garažami Ferrarija in seveda ugasnil svoj motor. Nekateri v ekipi so ga hoteli celo braniti
in so nekako želeli javnosti povedati novico, da je imel Ferrari neko tehnično napako, ampak Niki Lauda v vsej svoji iskrenosti tega ni dovolil. A na progi je James Hunt gladko vodil. In ni imel večjih težav, dobesedno do tistega trenutka, ko je deževati prenehalo in se je proga začela sušiti. Takrat je začel izgubljati svojo prednost. Ne smemo pozabiti na neko malenkost. Namreč leta 1976 menjava samih koles med dirko ni bila predvidena. S tistim setom pnevmatik, ki si dirko začel, ukolikor ni prišlo do kakšnih težav, s tistimi si tudi končal. Ampak James Hunt, kot dobro veste tudi iz filma, je bil prisiljen v postanek. Enostavno zato, ker je ena izmed njegovih zadnjih pnevmatik začela izgubljati tlak. In tu seveda je nastala tista dramatična sekvenca, ko je James Hunt v finalnem delu dirke bil prisiljen prehiteti ogromno nasprotnikov. Matematično, s tem, ko je Niki Lauda odstopil, mu je bilo dovolj 4. mesto. Ampak seveda na koncu smo lahko videli, da je James Hunt v prvem trenutku dosegel 5. mesto. In seveda zato, ker so bili organizatorji in seveda tisti zadolženi za merjenje časa rahlo zmedeni. James Hunt je dosegel 3. pozicijo, torej več kot dovolj, da je končno postal svetovni prvak. Boljši je bil od Nikija Laude za 1 točko. Kolikor bi bil 4., bi bila poravnana, ampak pravilo bi postavilo zopet Hunta na prvo mesto, ker je imel več zmag. A ne smemo pri tej zgodbi pozabiti na nekaj. Niki Lauda še zdaleč ni bil edini, ki se je enostavno ustavil, ker razmere na progi niso bile varne. Vozniki, kot so, na primer, Larry Perkins, Carlos Pace, Emerson Fittipaldi, so se ustavili podobno kot Lauda, torej Niki ni bil edini, ki se je dobesedno ustrašil razmer na progi in ga ne smemo nekako postavljati v tisto skupino voznikov, ki ne bi imeli dovolj poguma. Pogumen je tisti, ki prizna mnogokrat, da ga je strah. Čeprav nekateri bi se lahko temu tudi posmehovali, ampak ti ne vedo, zakaj gre. In tako smo lahko videli, kaj se je dogajalo v preteklosti na verjetno najbolj znani veliki nagradi Japonske. V nadaljevanju bomo pa videli, zakaj sem danes izbral prav to dirko iz preteklosti. A poglejmo si, kakšne so lastnosti proge v Suzuki. Kot običajno si bomo pomagali s tisto tabelo, ki nam jo da na razpolago Pirelli. In zopet moram tu poudariti, da mislim, da pri Pirelliju ta izbor rdečega ozadja je vse prej kot posrečen. Zato si bomo pogledali tisto malo večjo tabelo, ki ima lepšo razvidanje vseh številk in vseh cifer, ki so pomembne. Kot ste lahko opazili, pnevmatike so tu tiste mešanic C1, C2 in C3. Torej, najtrši možni izbor in prvič letos ga vidimo. Seveda, ker gre za 3. veliko nagrado, to niti ni tako čudno. A ne smemo tu mimo neke zanimivosti, če pogledamo same lastnosti proge na že prej omenjeni tabeli Pirellija, bomo takoj ugotovili, da je zaviranje tisto, ki je najbolj blago, vrednost je 2. Nato imamo pospeševanje ter evolucijo proge, ki imata vrednost 3. Oprijem asfalta in sama abrazivnost ima vrednost 4. Ne smemo pozabiti, da v tej kategoriji je tudi tisti aerodinamični oprijem.
medtem ko bočne sile in stres na sami pnevmatiki imajo vrednost P. Da so bočne sile tu kritične, lahko vidimo tudi iz grafičnega prikaza, kjer so robovi vseh 4 pnevmatik obarvani rdeče. Torej, tista sila, ki prihaja iz strani, bo tudi tu, na tej znameniti progi, morda razne voznike spravila v težavo. Preden gremo na nastavitve, ki jih Pirelli predpisuje za samo podvozje, še neka zanimivost. Oprijem asfalta med lansko in letošnjo sezono je nekako spremenil vrednost. Iz 3 je letos prišel v kategorijo 4, ampak pri Pirelliju vedo. Če pogledamo previsni kot tako na prednji kot na zadnji osi, bomo takoj ugotovili, da velikih sprememb ni. 2,75 stopinje spredaj in 1,5 stopinje zadaj. Ampak, kar se tiče minimalnega predpisanega tlaka, no, tu pa bi lahko dejali, da nekaj zanimivega se je zgodilo. In kaj je to tako zanimivega? Na prvi pogled vidimo, da sta tlaka dokaj izenačena. 24,5 funtov na prednji osi, kar se tiče tlaka na kvadratni palec, in 23,5 funtov na kvadratni palec na zadnji osi. Torej, le funt na kvadratni palec med prednjo in zadnjo osjo, kar je rahlo neobičajno. Ampak, če to primerjamo z lanskimi vrednostmi, bomo videli, da na prednji osi se je za pol funta na kvadratni palec tlak znižal, na zadnji osi pa prav za toliko zvišal. In to zna kazati že na to, da pravzaprav tam zadaj na pogonski osi bi znali imeti določene težave. A videli bomo, kako se bodo zadeve razvijale skozi celoten vikend. Pomembno je, seveda, tu vedeti, še kakšna je vremenska napoved. In tu poudarjam, da gre za napoved in ne za neko matematično izračunano dejstvo. V petek bo oblačno. Temperatura se bo gibala med 5 in 14 stopinj Celzija, kar je izjemno nizko, še posebej, če vemo, da imamo pnevmatike C1, C2 in C3, ki so tiste trše in delujejo na višjih temperaturah. V soboto, zanimiva situacija, oblačno z možnostjo padavin okrog 25%, temperature med 3 in 16 stopinj Celzija, ampak količina padavin je minimalna. Torej, lahko bi dejali tudi, če bo deževalo, tu pa tam kakšna kaplja. In v nedeljo, sedaj boste mnogi razumeli, zakaj sem izbral prav veliko nagrado Japonske iz leta 1976. Zopet oblačno z možnostjo padavin, ampak tokrat je verjetnost 70%, količina vode, ki naj bi padla, nekoliko višja, temperatura pa med 10 in 18 stopinjami Celzija. Torej, bistveno višja od tiste, ki smo jo videli na začetku vikenda v petek. In kot sem že napovedal, količina padavin bo malce bolj občutna in pričakujemo lahko, da v tistem obdobju, ko je na urniku velika nagrada Japonske, bomo videli vsaj del te dirke, ker bodo vozniki imeli razmočen asfalt. Videli pa bomo, ali se bo napoved uresničila in predvsem kakšna bo dirka. Kar se pa tiče tega našega uvodnega prispevka, bo seveda to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.